Pozdravljeni, spoštovani gospod župnik, sosedje, prijatelji, farani župnije svetega Antona Puščavnika, ljuba žlahta. Veseli me, da smo se zbrali v tako lepem številu, da tudi navzven pokažemo, da smo kristjani. Blagoslov križa, sploh novo postavljenega, ni prav vsakdanji dogodek. Zato smo v naši družini veseli, da lahko ta dan delimo z vami vsemi. Marsikdo je spraševal, zakaj in čemu postavljamo križ. Lahko bi navrgal kup bolj ali manj prepričljivih razlogov in argumentov. Na tem mestu križa nikoli ni bilo. Tudi kakšnega posebnega dogodka, za kar so včasih postavljali križe, ne. Nihče se ni na tem mestu ponesrečil ali pa doživel mističnega čudeža. Konec poletja, leta 2014, je pri nas po kakopak njegovem najljubšem kosilu takratni župnik in prijatelj Jože Gregorič načel temo o tem, kako navzven pokažemo svojo pripadnost Kristusu. Vedel je namreč, da na tem koncu fare ni nobenega križa ali pa kapelice. Ni naju bilo treba prav posebej prepričevati in nama pihati na dušo. Takoj sva bila prepričana in odločena, da sva lahko prav midva tista, ki ta manjko popravila. Še sedaj imam pred očmi Jožetovo zadovoljstvo in veselje ob najini odločitvi. Predstavljajte si župnika sredi obnove cerkve in z velikanskim projektom novih orgel za vratom, njemu pa je bil v tistem trenutku pomemben le križ na cesti na postajo. Jože je le mesec dni po našem dogovoru odšel k Bogu. Odločitev za križ je v nama postala še bolj trdna, je pa potrebovala precej časa, da je dozorela. Rad rečem, da smo 4 leta nabirali razloge za to, da postavimo križ. Pa se jih je nabralo, lahko tudi za cel križopot. Resno sva k projektu pristopila pred letom in pol. Ob iskanju idej, izvajalcev in dovolenj sva spoznala veliko čudovitih ljudi. Nihče ni odrekel pomoči, zavrnil same ideje ali pa sodelovanje. Osnovna ideja križa je bila Tao križ, bolj poznan kot Frančiškov križ. Pravzaprav pa je to oblika križa, kakršno je uporabljal sveti Anton Puščavnik. Od tukaj tudi ime Antonov križ. Velika verjetnost je, da je bil na takšnem križu križan tudi Jezus. Misel, ki je napisana na križu, to je dan, ki ga je naredil Gospod, je delček iz psalma 118. Smo si že takoj ob vselitvi v hišo napisali na dohodna vrata, da nam je na očeh, ko zapuščamo dom. Že 10 let se z njo borimo in jo bolj ali manj uspešno izpolnjujemo. Ta vers je zelo vstajenski, ampak je mnogo starejši, iz stare zaveze. Zdi se nam pa tako spodbuden, da smo si ga vzeli za svoje geslo in ga želimo deliti z vsemi. Kdo od nas pa more podaljšati dan za en sam komolec, kot pravi Sveto pismo? Dovolj je dnevu njegova lastna teža. Ta dan, ki nam je namenjen tak, kot je, in če nas Bog ne bi potreboval tukaj in zdaj, nas prav gotovo ne bi postavil sem. V prvi vrsti je križ verski simbol, ni pa zgolj to. Je tudi simbol vrednot, ki jih že stoletja gojimo ljudje na tem območju. In tukaj se skriva osnovni namen tega križa, da nas spominja, da pripadamo krščanskim vrednotam, kulturi in civilizaciji, da nismo sami sebi namen, da smo za ta svet minljivi, da je nad nami nekaj presežnega in večnega. Nas, verne kristjane, pa naj križ svojo simboliko, ki jo bo kasneje razložil njegov snovalec, arhitekt in čudovit človek Martin Kavčič,
spominja na Kristusovo darovanje in vstajenje. In naj v nas takrat, ko nas prevzema napuh, zbudi slabo vest in prestriže perutničke. Na nas, kristjanih, je velika naloga, da svojo vero pokažemo tudi izvan cerkve ali pa ob postavljanju božjih znamen. Naj vam preberem kratek odlomek pridega Jožeta Gregoriča, zbirke njegovih pridig, ki jih je zapisala in uredila Alenka Klemenc. Ni lahko v službi pokazati, da si kristjan. Lahko je nositi križ okrog vratu, ni pa lahko s svojim življenjem pokazati, kaj pomenijo odpuščanje, sprava in ljubezen. Toda, dragi bratje in sestre, samo ta pot je pot rešitve. Jaz sem pot, resnica in življenje, pravi Gospod, ni druge poti. Križ, ne samo ta, ki ga blagoslavljamo, naj nas vedno spomni, katera je prava pot, pot rešitve. Naš križ kaže navzgor. Na misel mi je pa padla še ta misel, da kdor je poznal blagoslavljanje Jožeta, ve, da ta dež to ni še ne.